Kot pojasnjuje Kostić, največ bolnikov prihaja zaradi poškodb. Dnevno jih v povprečju obravnavajo 180, ob koncih tedna prek 200. Ves čas opažamo, da je veliko pacientov, ki prihajajo iz regij, ki uradno ne gravitirajo v urgentnem centru Novo mesto. Predvsem govorimo za Kočevje, za Sevnico, za Grosuplje, za Krško, pa tudi Brežice. Povečan obseg pacientov pomeni več dela za strokovni kader urgence, ki je posledično zelo obremenjen, dodaja. Potrebna so sredstva, se pravi, mi v bistvu rabimo samo to, ki smo dejansko naredili, rabimo sredstva za te storitve, ki smo jih že opravili. Posledično temu so tudi rdeče številke, posebej za celotno urgenco in posledično tudi obremenjenost kadra, ki delo opravlja v urgentnem centru. Do konca leta pričakujejo izgubo v višini dobrega 1 milijona evrov, a to za večino bolnikov, ki prihajajo na oddelek nujne medicinske pomoči, ni pomembno. Šteje vse kaj drugega. Kako ste bili zadovoljni z oskrbo? Ne vem, ste čakali dolgo? Zelo dobro. Malo treba počakati včasih tudi, ne, pa potrpeti. Če pa pod nujno, te pa hitro vzamejo. Nisem čakala, ko sem bila naročena, sem bila. Se pravi, dobre izkušnje? Dobre izkušnje. Danes prvič. Prvič? Imam pa moža noter, pa ga grem iskat. Aha, pa ne veste še kakšne bodo izkušnje? Ne vem, zdaj je prvi poizkus. V urgentnih centrih si sicer prizadevajo tudi za celovitejšo pediatrično oskrbo. Zaenkrat mi imamo v urgentnem centru zadeve tako organizirane, če pridejo neprizadeti otroki, da jih pregleda splošni zdravnik na enoti za hitre preglede, se pravi v modro-zelenem sektorju. Če pridejo prizadeti otroci, tako kot prej je bilo urejeno, ga pogleda pediater, ki delo opravlja v splošni bolnišnici Novo mesto. Ob sobotah in nedeljah med 7. in 14. uro pa je na voljo tudi pediater iz zdravstvenega doma.